Ko ne maram to visoko travo, ej, to ne moreš verjeti. Dobro, samo da ni kač, samo da ni kač. Wow, lej to, stari. Lej ta flash. Tu se je pri našem Bojiću najjača riba na obali. Makaki. Nigde nikoga, tip ima od kruha do spuha tukaj, res. Ne morem sprazniti, v eko ne morem sprazniti. Ne rabim se voziti 300 na uro, mogo bi dati v turbo, ne v hyper. To je to, zakaj se da v helikopter, ne. Skoraj sem poginul zdaj za ta, ajde. Berko, evo, danes se snemamo v eko. 55,4, 100% v eko bomo vozili cel čas. Ni da se mi da, ampak toliko vas zanima, kaj je s temi kilometri, koliko se naredi, koliko se ne naredi. Tako da nič vam bomo ustregli, ne. To je to, prvo bomo videli, koliko sploh je top speed v eko. Mislim, da je 50 na uro, ampak ajde. Bomo videli in nič, se bomo vozili cel dan v eko in da vidimo končni rezultat. Malo se bomo igrali s to rekuperacijo, da čim več probamo teh kilometrov narediti. Jaz ne vem, zakaj toliko teh kilometri vas zanimajo, koliko se naredi v eko, koliko kilometrov, kot da bo šel s tem motorjem v Bosno, stari. Ampak ajde, okej, bomo rešili, danes je lep dan, tako da ni panike. A ja, evo, top speed, ne vem, če se bo videlo. Evo, točno 50. Točno 50. Kaj bo divega? V glavnem, kaj je ful smeh, ne? Da tudi, ko ga imaš v eko, gre motor po zadnji, ne? Smeh. Si mislil, da bo bolj naporno, mislim, dobro, ajde, vse sem komaj začel, ampak gre 50 na uro, gre povsod, klanec gor, nima veze. Povsod gre 50. Tako da za se furati tako normalno je okej. Poglej ta razgledaj. Noro. V glavnem, kot ste videli, v soboto sem bil na driftu v Kopru. Prvič je v Koper prišel drift event in sem prav ponosen, res. In sem mogel iti pogledat in bilo je res ful zanimivo. Všeč mi je, da vedno več ljudi dober dan, da vedno več ljudi se s tem ukvarja, s tem športom in res upam, da bo dirka v novembru in da bo pač ful zanimivo in da bo ful ljudi in manjkalo je to Kopru, ne. Še vedno mislim, da manjka kakšna pista in tako naprej, da se te otroci in ljudje, ki imajo to radi, imajo kam dati. Hotel sem pa to reči, ne, da v bistvu vedno sem si želel voziti drift. Problem je itak vedno isti, ne, in to so finance, zato ker za se furati na tem nivoju oziroma na nekem dobrem nivoju, da si vsaj med prvimi 5, ne vem, rabiš denar, pač ko za vsako stvar. In pred leti sem dirkal sicer skuteri, takrat sem bil še mlad in želja mi je bila vedno potem iti v drift, takrat je drift komaj začel nekako, na nek način. In valjda ni bilo opcije, ni bilo možnosti in tako naprej. In potem smo imeli neko varianto, smo dobili enega fanta, ki se kliče Nejc, gor iz Ljubljane oziroma okolice, in on je imel ene BMW za rento, ne, 3-4 avte je imel, pač narejene za drift, neka osnovna varianta. In sicer si imel hidravlično ročno, športne sedeže, lock kit si imel, vse, in pač mi smo prišli gor, se nas je izbralo, ne vem, 10
smo mu plačali in on je nam prinesel te avte in res je imel vedno nekega fanta, ki mu je pomagal in je bilo to pres. Si prišel gor kot direktor, on ti je pripravil avte, samo si se usedel notri, gas po pisti in tam smo trenirali, ne. In drift je res lep šport, ne. Imaš občutek, da se ti ne more nič zgoditi, kar je ful velika prednost teh adrenalinskih športov. Adrenalina je ful in smeh je, no, res je smeh. Rabiš nekaj časa, da se nadudlaš, da to vse spoznaš, kako to poteka. Ampak, ko enkrat ukapiraš, je top šport in niso sicer neke hitrosti, vsaj na tej neki amaterski bazi, ne, pol pogledaš že te evropsko, svetovno in to je že drugi nivo. Ampak, tako za tekmovati, recimo, ne vem, državno in tako naprej, dokaj varen šport je, no. Ful adrenalina, ful moraš v avtu delati, ful enega znanja, enih kilometrov moraš nabiti, enih nastavitev, ful je pač ni enostaven šport, daleč od tega. Ampak je pa lep, ne, je pa lep. Pa tudi, ko probaš z nekom se voziti in ko vidiš, ko to doživiš, ko se usedeš notri, ti je vse jasno. Ne vem, no, mogoče en dan, kaj jasno, mogoče en dan. Malo pauze, dej. Motor moram iti oprati. Pa servis bom spet naredil, bom olje spustil ven, tako za vsak slučaj, se nimam kilometrov dosti, ampak to je to. Ga bomo oprali, naredili, drugače enega problema nimam z motorjem. Evo, tu je malo podrsan, ker sem takrat padel, pa luč sem tu malo zakačil, ampak je tukaj to, je v redu, drugače štima vse. Ja, danes sem to bremzo, sem tukaj malo popilil, da mi je malo bliže, ker imam majhne roke in da mi je bremza malo bliže. Čau, čau. In to tačko moram nabaviti krajšo, ker odkar imam te feltne gor, se hoče zvrniti, ne. In non stop je na limitu, ker kroz gume mi je višji in potem ta tačka prije bolj prav. Sem že, da se da kupiti krajše. Tako da dobi se kose, za telarijo se dobi kose. Kosov je koliko hočeš. Samo moraš videti, kaj rabiš, kaj ti všeč in to je to. Danes prav debatni krožek varianta. Sicer monolog, ampak kakorkoli. Dosti mi je pisalo tudi, da pač kako glede motorja, kje sem ga kupil, kako sem ga kupil, kje se da to videti, kako se da to kupiti, je opcija na obroke, ni opcija na obroke. Logično, pač milijon vprašanj, ne. Vam bom povedal tako, motor sem kupil v trgovini v Trzinu, robo.si, tu gor bom prilepil zdaj njihovo spletno stran in prideš tam pač, pogledaš motor, vidiš, mislim, da je tudi opcija, da po parkingu lahko malo motor probaš. Moraš vedeti, da motori so vsi zaklenjeni, torej omejeni, pač imajo svoje blokade, kot vsi novi motori. Upam, da bom lahko en dan vse te motorje tudi testiral, da vam pokažem tudi, kako izgleda brez blokade, kakšno stanje je s temi motori, kakšna je razlika med tem, unim, levim, desnim, ker pač me to veseli. No in v glavnem, če se odločite za nakup motorja ali pa tudi kolesa, ali karkoli v trgovini robo.si, lahko uporabite mojo kodo za popust. Koda za popust je BRKO3, tudi to vam bom zalepil tu gor. In lahko uporabite preko spletnega nakupa, imate tam, ko daste v košarico, vam potem napiše uporabi kodo, pa jo upišeš tam notri, boste dobili dodatne 3% popusta. V primeru pa, da ne boste preko spleta kupovali, lahko greste tudi fizično, pa uporabite mojo kodo, lik tako, ni problem. Imajo pa vseeno, kar se tiče električnih teh motorjev in koles in tega imajo trenutno vse. Večinoma imajo tudi vse na zalogi. Če pa vas kaj več zanima, pejte tam, jih vprašajte ali karkoli, lahko vam tudi jaz pomagam. Ni problem, napišite mi na Instagram, ni problem, si bom vzel čas, bom odgovoril. Tako da,
no problem. Prišel sem na 90%. Evo 66,7. Mislim, da sem začel s 55, torej cirka 10-11 km za 10%. S tem, da rekuperacija začne delati pri komaj 89. Tako da mislim, da za klance navzdol in tako naprej bo tudi to pomagalo, ne. Večinoma vozim v dvojki, imaš pa 4 stopnje, tukaj reguliraš, vidiš 3, 4, 1. V enki pa dela ta gumb. Dosti ga uporabljam po klancu, zato ker ti potem sam doziraš, koliko bremza zadnje kolo in koliko polni. In ta gumb ful pride prav, no. Tako da zdaj bom vozil dvojki do 89, da to začne delati, in pol, če bo kakšen klanec, bom dal v enko, pa bom to uporabljal in to je to, gremo naprej. Takšen motor je za te stvari top, ne. Res. Povsod greš lahko z njim. Moram pa dati spet en dan kramperce gor, ker za iti tako malo po takšnih cestah mi paše vsako toliko. Cel čas vozim v eko, glej to, vleče povsod. Vem, da se na videu to ne vidi. Bravo. In zdaj glej to, vleče ti, ne moraš verjeti. Visoka trava. Tole jih nimam ful rad, ne. Pizda, lik da ne bo zvlekel do vrha, ne. Ko ne maram to visoko travo, to ne moreš verjeti. Ne maram te visoke trave. Evo, tu je veko kopa. Kmetija Medljan. To je top. Tu imajo lepo tudi za otroke. Konji so tam. Evo, patke, goske, kaj je to. Prav lepo. Ne vem sicer, kako imajo urnik, ampak je ful lepo. Rokavice sem pozabil doma, ne. Pameten. Samo spominja me tako zdaj, ko je v eko, ko gre samo 50 na uro, ko sem imel unik prvi skuter, ki je bil zablokiran, ki je šel 45, in pol za ga cukniti po zadnje cel projekt, ne. Čeprav to je dosti lažje, ampak vseeno, ne, si skakal tam po sedežu, ko nek majmun. 80%, 75%. Mislim, da je tako nekje povprečje 10%, 10 km. Tako nekako se mi zdi, no. V glavnem nekaj se je zgodilo, zdaj točno kaj ne vem, ampak zdaj mi pišejo skupni kilometri 1183, ne. Tisto, ki sem zresetiral, dal kilometre takrat na nulo, nekaj se je zablodilo, ne vem, v glavnem, ko sem ga ugasnil in prižgal, zdaj sem to naredil pauzo, tako da bomo zdaj v teh 1183 gledali naprej. Mislim, da sem na zadnje pogledal pri 80%, koliko je, in pol itak na koncu bom doma vse izračunal. Falilo bo za 2%. Zakaj se to zdaj tako premaknilo, pojma nimam, ne vem, ali sem kaj stisnil, sem probal najti neko rešitev, ma ne najdem. Tako da nič, to je to. Bomo že izračunali, da bo pravno, brez skrbi. Po klancu navzdol, gaz do konca, 53, 54. Veš kaj je svek, ne? Ker imam motoriste pred sabo in za sabo, ne? Imam tu člana eno. Imam v eko, ne? Ne more biti.
Držim gas non stop na full. Tip me noče prehiteti, kulturen tip. Gremo v to strmo pot. Ko je strmo, ej. Ne vem, če se vidi na posnetku, ampak je strmo za popizditi. Aha, tu se da pol priti. Ja, po tej poti lahko greste. Ok. Samo morate paziti, ker so kakšne tako skale, malo. Dobro, samo da ni kač. Ja, to pa ne vem, jaz rajši ne grem po leti. Ja, ok, hvala. Čau. Ženska legenda. Jaz si jo vprašam lepa pot, ona me pošlje prav, ki je neka cesta lepa pot se kliče. Pol jaz ne razlagam gor dol in zdaj me razumela. Ampak, veš kaj je ful smeh, ne? Ki če bi priletel z nekim krosom, ko bi zaprdel tu pod balkon in da bi jo to isto vprašal, ne vem, če bi mi tako lepo razložila, dvomim. Samo najbolj me je strah teh žmigavcev, ki živijo v teh šumah, ne. Kače vamo tamo, ne. To ne maram, stari. Kakšna potka, res. Bolano. Če ima član ni bomo, ne. Wow, lej to, stari. Bolano. Imaš feeling, da bi lahko pljunil v morje. Noro, res. Noro. Dobro, cesta je divja, ne. Kakšna huda potka. Moram dati glavo dol. Glej stopnica. Noro. Lej ta flash. Zdaj bomo palili pauzo tukaj, ne. Noro. Nora potka, res. Kaj tašnega. Piran. Malo po sprednji. Še malo. Dobar dan. Ej, jazbičari so res zajebani. Zdaj vam bom še nekaj pokazal, ne. Če hočete jesti morsko na obali in da je najjača, greste v restauracijo Neptun. Tako da tu se je pri našem Bojčiju najjača riba na obali. Zdaj gremo še pogledat najjačega tipa, ki tu na tem koncu živi. Čakaj, še nekaj več. Drži ko svinja. Naš Srečko Savič, modri dirkač. Tako da, če boste rabili kdaj avto oprati, pridite k njemu. Evo, potem v avtu na strehi veste, da ste prišli prav. Da vidimo, če je majster tu.
Makaki. Nigde nikoga, tip ima od kruha do spuha tukaj, res. Ko je nor. Dobro, bom prišel en dan sem oprat motor, ne? Da naredimo članu neko reklamo in da se malo nasmejemo. Mogoče bo znal on to voziti v Rikarc. On je edini tip na svetu, ki ga poznam, da vozi kolo v Rikarc. Hud je res, 300 na uro je hud. Sezona se počasi začenja in še malo bo bil tu cirkus, ne. Drugo, ko s motorjem se ti ne bo splačalo niti pricem. Malo mi je dolg čas se voziti v Eko, toliko časa, ne. Tu bi ga prav dal v Hyper. Malo bi pometil. Mislim, da sploh ne bom uspel sprazniti baterijo. Tudi se mi ne da več, pa niti časa več nimam, ampak mislim, da do doma bom lih prišel njih 50%. Tako da, če ne drugo, bomo znali izračunati vsaj približno, koliko bi naredil, če bi se vozil samo v Eko. Tako da mislim, da bo to več kot dovolj. Če pa ne bo, napišite spodaj v komentarje, bomo naredili še enkrat. Tako da, kaj da vam rečem. To je to. Kot sem rekel že milionkrat, ni da boš tem nabijal kilometre, to je za se iti zguštirat, prižgat, se iti zlaufat. In to je to. In za te potrebe je več kot dovolj. Hotel se še to reči, da v bistvu uni prejšnji test, ki je bil, ki sem delal test med Hyper in Sport, ne, mi smo v bistvu cel čas vozili na full. Kaj zdaj to pomeni na full? Da dolgo časa sem ga držal recimo na full gas, ne, pa so bile dolge ravnice pa to. In zdaj spet je odvisno, pri elektriki je tako, največ elektrike ti poberejo dolge ravnice, oziroma ko ti dolgo časa držiš gas do konca. Takrat full pobira, ne, normalno. Zdaj, če ti se voziš po neki progi, kot sem bil takrat na cross pisti, tudi če ga imaš v Hyper, boš naredil več kilometrov, ker ni spet toliko tega držanja na full, ne. Je ven iz ovinka, nabiješ gas na full, držiš par sekund, pa spustiš, ne, pa doziraš pa tako. Tako da, takrat, ko smo to delali ta test, smo res ga šponali, ne, pa so bile dolge ravnice, dolgi klanci, tako da sigurno bi se dal narediti še več kilometrov, ne. Zdaj, moja realna neka ocena je, da 60 kilometrov v Hyper narediš, ne. Zdaj, meni, za moje potrebe, je to več kot dovolj. In če vam povem po pravici, sploh se mi več o temu ne da razglabljati, ne. Preveč je teh vprašanj v tem dometu. Brez potrebe. Evo, vozim se že cel dan. Ne morem sprazniti. V Eko ne morem sprazniti. Torej, če bi kamorkoli hotel iti, bi lahko šel, ne. Zdaj, kako se bom vozil, ne vem. Ampak kot sem že tudi rekel, ne, če ti pač ne odgovarja, ker ima premalo dometa, nič narobe. Kupiš benzinca in greš kamor češ. Tako da, in da ne bo pomote, jaz imam oboje rad. Oboje imam rad. Samo imam občutek, da s tem pač manj problemov vlečem na sebe, v smislu ljudi, da jih motim in tako naprej. Rad se vozim z motorjem in če sem omejen zaradi tega, ker motor prdi, bom raje izbral elektriko. Ker ne delam toliko kilometrov in zato, ker rabim jaz, da se iti divjati, je to meni avion. Plus, da jaz sem odrastel v dobi skuterjev in sem imel zelo malo motorjev na menjalnik in zelo malo motorjev sem vozil z menjalnikom in navajen sem z bremzo tukaj gor in mi paše in mi tako odgovarja in pač vedno sem si želel imeti motor, ki bo imel bremze gor, bo delal po principu skuterja, zaradi tega, ker sem s tem odrastel in ko boš dal gas, da bo samo dvigalo po zadnji in da bo res nekam šlo. Ne rabim neko končno hitrost, ne rabim se voziti
300 na uro, to sem že prerastel, tako da meni je to top. In to je cel point te zgodbe. Ko pridem na 50% ga dam v Hyper, ker če ne se mi bo zmešalo. 58. Lep si, ja. Si misliš, da ti preskoči ograjo? Mogu bi dati v turbo, ne v Hyper. Enain 50%, 1208. Zdaj bom pa doma zračunal, no, vsaj približno 50% koliko narediš. Ja, nič. Helikopter bo zdaj. Da probamo, samo en krog. Mati moja. To je to, zakaj se da v helikopter, ne? V Eko, se bomo vozili v Eko. Mati moja. To je to, prav mi je manjkalo to. Nič delegacija, kaj da vam rečem. V Eko smo se navozili, dovolj je bilo, tako da to je to za danes. Če ti je bil video všeč, stisni like in subscribe. Ajde! Skoraj sem poginul zdaj za ta ajde.